Potem, ko si na sprehod peljal svojega štirinožnega kosmatinca, si greš umit roke. Ker veš, da je voda iz pipe trda, boš za najbolj temeljito umivanje izbral A. Trdo milo, B. Tekoče milo, C. Samo vodo ali D. Razkužilo. Vedno imaš 15 sekund za izbiro. Rumeni menite, da je to A. Trdo milo, vijoličasti pa, da je to B. Tekoče milo. Ja, zdaj pa pride Jasna, ki je namazana z vsemi žavbami oziroma z mili. Milo umazanijo odstranjuje tako, da se s svojim nepolarnim delom poveže z nepolarnimi delci maščob in jih odtrga s površine. Načeloma se v trdi vodi, v našem primeru vodi iz pipe, ki je v plastenkah Milov slabo peni. Prav količina pene nam namreč govori o učinkovitosti mila. Zato bomo iskali milo oziroma sredstvo, ki se bo najbolj penilo. In danes mi pomagata še Sonja in Eva, tako da sem zelo vesela za to pomoč. Ampak gremo kar po vrsti. Jaz bom najprej stresla trdo milo, kar je bil odgovor A, v plastenko, takole, kar lahko trdno zapreš. Potem grem naprej in stresem semle tekoče milo, oziroma spustim s tole pipeto, pa kar tole še trdno zapri. Tole je bil odgovor C, kjer nismo dodali nič. In v zadnjem primeru imam razkužilo. Tako. Zdaj pa te prosim, da tole trdno zapreš. In vsaka vzame 2 plastenki. Preverite, če so res zaprte, da ne bi bilo kakšne poplave. In ju boste stresli na moje štetje. Ste pripravljeni? Ok, gremo. 1, 2, 3, 4, 5. Tako, pa kar odložite nazaj. Zdaj pa poglejmo, v katerem primeru se je nabralo največ pene. Ja, zelo očitno je, da je največ pene nastalo v plastenki s tekočim milom, kar pomeni, da bi bilo to sredstvo v trdi vodi najbolj učinkovito za umivanje rok. Vseeno pa je proizvedlo relativno malo pene proti kakšnim drugim sredstvom za čiščenje, zato ga na primer ne uporabljamo v pralnih ali pomivalnih strojih. Pravilen je odgovor B, kar pomeni, da 5 točk dobi vijolična ekipa. Bravo, čestitam! Hvala za pomoč.